Kar fajn napihan. Kar pihan. To, še. Jaz kaj bolj. Uredno. Ok, Metka. Najprej hvala, ker si se odzvala, ne? Mi veliko pomeni. Hvala. Zdaj bi pa jaz za začetek, kdo je Metka? Kako bi ti sebe opisala, ali pa je ena fora, ki pravijo, ne, kako bi te opisali tvoji prijatelji? Kdo je Metka? Ja, Metka, a ne? Mama, sodelavka, prijateljica, pač to vloge, ki jih vsak dan igramo, so različne in pač dnevno igraš, tako kot sem rekel, več vlog in to sem jaz. Sploh ti ne znam bolj na široko povedati. Katera vloga ti je pa najljubša? A po kateri se najboljš počutiš? Pa v bistvu se kar vseh dober. Pač vsak del dneva ima svojo vlogo in ne paše ti vedno vse. Ampak na koncu se pa zapomniš tistih lepih stvari, tako kot ta boljših delov dneva in pač vsak dan je različen. Enkrat se imaš bolj v službi, enkrat boš doma. Na koncu, ko pa nazaj pogledaš, je pa vse v redu. Kaj bi pa rekla, da te najbolj usrečuje? Pa lahko govoriva, je to zdaj v družini, kaj te usrečuje, lahko je to v poslu? Družina v vsakem primeru, ker je pač temelj, a ne to, kar si. Če imaš po poslu, če zraven grejo stvari, kot morajo jeti, se mi zdi pa, da je to dopolnitev. Pa če imaš pa zraven še prijatelje, pa pa zadev. Kaj pa zadev? Ja, na loto, a ne? A na loto? Ja, dobrega počutja. Dobrega počutja. Ja. Koliko nama je pa to pomemben, to dobro počutje? Pa kako ti to vidiš? Če delaš stvari, v katerih se dobro počutiš, če delaš stvari z veseljem, brez odpora, je pač to. Dan mine hiter, a ne? Tedni hiter minejo, meseci, tudi leta že, a ne? Pa bi si daj želeli, da se ta čas malo ustal? Siguren. Sploh te dobri trenutki, da dalj trajajo. Kjer je pa zadnji tak dober trenutek, ki ga imaš v spominu? Lep vikend s prijatelji. Otroci, ki so uspešno pač zaključili šolsko leto. Je bil veselje? Ja. Dober dan v službi. Kaj pa to pomeni, dober dan v službi? Da stvari grejo tako, kot pač morajo jeti. Da ni nepričakovanih, nenapovedanih izzivov. Kako se pa ti soočaš s temi nepričakovanimi izzivi? Joj. Odvisno od dneva. Kakšen dan gre to malo bolj mirno čez. Kakšen dan te pa, če ostaneš malo na levo nogo, pa recimo zdaj kaj vroče, pa mečkam bolj predihati treba. Predihati? Ja. Kaj pa misliš s tem predihati? Malo sapo zajeti, čas, kakšno stvar prespati, pa razmisliti, pa poj narediti z bolj mirno, hladno glavo. Se pravi, tvoja rešitev, da če je situacija vrela, najprej da se ohladi, potem pa k rešitvi. Ja, ponovadi so to boljše rešitve. Ja, mislim, v navalu emocij delati je zmer zahtevana, ne? In zate in za unga, ki je zraven, ne? Ja. Kako pa je izgledala tvoja karierna pot? Jaz te malo poznam že, pa mi je fascinanten, kako si nekako karierno, pa bi, če lahko malo več o tem poveš. Ja, v bistvu po faksu, pač, ko sem diplomirala, je bila pač ena pot, ko sem začela kot nepremičninska posrednica. Takrat sva se tudi spoznala z možem in potem sva skupaj ustanovila podjetje. S tem bom sama umikal. Okay. Ko smo se ukvarjali večinoma z gradbeništvom, tudi neki osnova, začetek je bil v bistvu posredovanje pri prodaji nepremičnin, gradnja trgov za gradnja projektov za lastno prodajo, pa v bistvu tudi izvedba splošnih gradbenih del. Potem se po vseh teh letih tudi kakšne stvari smo izpilali, dodelali, nadgradili, obdržali stvari, katere so nam bile ljubše. Zdaj smo tukaj. Kaj pa je ta tukaj? Vmes smo v bistvu mečkan to, kar sem rekel, ko smo iskali stvari, izpilali, kako pa kaj.
smo se v bistvu sfokusirali pa osredotočali samo na specifična dela v gradbeništvu, se pravi, da smo se prepustili splošna gradbena dela in smo se v bistvu fokusirali na dobavo in vgradnjo kaminov. Kako pa ti vidiš to položaj ženske v, sicer čez dalje manj, ampak v moškem svetu gradbeništva? Ja, mislim, da je, ne vem zakaj, jaz nimam občutka, da smo punce, dekleta, žene v kakšnem manj vrednem položaju. Okay, eno je pač ta fizična moč, ki jo lahko naredimo, pač ne moreš, nisi tako fizično močen, ne moreš so določene dela, ki jih pač zaradi tega težji delaš ali pa drugače delaš, ampak mislim, da smo dekleta zelo prisotna v gradbeništvu, tudi tukaj ni nas je več, nas je manj, smo zapostavljeni nikakor. Pa si da imela mogoče negativno izkušnjo na ta račun, ali je to od posameznika odvisno, kako te stvari jemlje? Mogoče res bolj od posameznika, lahko sem pa tudi že pozabila, tako da verjetno ni bilo omembe vredno. Ne? Kako pa to, da kjer faks si pa v bistvu zaključila, ko si preomenila? Na naravoslovno-tehniški fakulteti sem delala za inženirja metalurgije. Odkje pa pol ta prehod v nepremičninski svet? Tukaj je bila pa v bistvu podpora moje družine, pa predvsem moj oče je mečkan, veliko sva se pogovarjala, kako pa kaj. On je bil tudi podjetnik in je v bistvu z nasveti mi pomagal, kam se opisati. Jaz mislim, da tako, ko vidim tudi pri mojih otrocih, recimo, kam je na faks, kaj te veseli. Sej s konc srednje šole, kaj te veseli. Ja, kaj pa veš. Ja. In je res pomemben, da imaš nek nasvet, ki je pač nasvet, ki ga pač se sam odločaš, ali ga boš upošteval, ali ti to pride k srcu, ali to paše k tebi, to, kar si. In ideja je bila čist. Še se pa oče ukvarjal? Rastlinjake je delal. Pa si ki pomagala, da je zraven v bistvu v domačem podjetju? Je bilo pa, sem takrat šola, nisem bila takrat upeta še, no. Mogoče sem da bi pa naprej palala to družinsko varianto? Sva pa v bistvu že takrat se z možno spoznala, pa svojo zgodbo začela delati. Koliko sta bila pa stara pol, ko sta začela to ustvarjati skupaj? Jaz sem v bistvu takoj po faksu približen, no, da je nam povedala koliko. Ja. To nama, ja. In kako so izgledali, ne vem, prvih par let svoje poti? Ja, učiš se, a ne? Meni se zdi ful dobro, da ko začenjaš za svojo podjetniško potjo, da si zelo optimističen, da se ti zdi, da stvari bojo že šle, a ne? Ne, da si naiven, ampak si optimističen in imaš veliko energije in sigurno zdaj, ko pogledaš nazaj, valjda bi naredil veliko stvari drugače, ampak vse te stvari, pa vse napake ali pa napačne odločitve, ki si jih pač naredil takrat, so še zmeraj pripeljali do sem, kjer si. In če si zdaj zadovoljen, pa so bile te napačne odločitve v bistvu prave. Kako si pa prišla do tega razmišljanja? Te je bilo to zmer tako naravno ali so to izkušnje? Ja. Ja, na koncu. Ja. Na koncu so izkušnje. Če bi takrat drugače naredil, verjetno pa ne bi bil zdaj tukaj. In če ti je zdaj tukaj v redu, pa je bilo to prav. Tudi če je bilo narobe v tistem trenutku. Ja, z izkušnjam pa nekako dobimo ta pogled te večje slike, kako so se stvari kockale. Takrat v dani situaciji si optimista, ne? Ja. Ampak v resnici nimaš pojma, kva se je zgodilo, ker ne moš videti. Lahko predvidevaš, boljši, ko si v predvidevanju, bolj ugoden je lahko rezultat, lahko gre pa čisto eno svojo smer. Ja, točno to. Pa sta imela kakšno tako res težko preizkušnjo, ko si bila tako tole pa ne vem, če bomo sfurali. Pa sigurno. Veš, da jih je bilo. Imaš kakšne, ki bi lahko delila z nami? Da je bila tako, da je bil težji moment, ko si tako v precepu, kva češ pa zdaj narediti? Jaz sigurno, sej tiste krize, ki je bila tistih 10-12 let nazaj, mislim, da jo še zdaj nismo pozabili, pa v gradbeništvu bila seveda takrat sploh ena večjih, ampak to je šlo mimo. Zdaj, ko pomisliš nazaj, ni bilo tako, ne razmišljaš o tem, da nimaš spomina, da je bilo tako hudo, ker si se sigurno takrat počutil. Tako da to gre, slabe stvari pač
grejo stran. Sam, če bi se pa mogla, no, sej, če ne želiš, ni potrebno, ampak če bi se pa mogla vrniti v tisti čas, kakšni so pa bili takrat občutki, pa kako so izgledali dnevi? Ja, siguren, če ni posla, ki ga iščeš, in si v bistvu ne veš točno, kaj naj narediš, kako prepričati stranko, da se za tebe odloči, kaj smo narobe naredili, kaj sediš, ne vem, čakaš, nemočen si. Ta nemoč je najbolj grozna. Kaj pa to zate pomeni, ta nemoč? Ne veš, v glavi ne najdeš rešitve, ne veš, kaj narediti. Če imaš šipe umazane, jih spucaš. Takrat pa ne moreš, kaj, greš do enega reči, zdaj pa nekaj pri nas vzel. Ne gre to tako. Pač ni vedno vse od tebe odvisen. Ali pa saj misliš, da ni. In pa moraš začeti razmišljati, kako na drug način najdeti to, kar rabiš ti kot tvoje podjetje, kako se obrniti, kako se ven iz ostaljenih tirnic, ne samo sedeti pa čakati. Koliko je pa v tistem času krize sta imela pa ljudi zaposlenih? Mi smo bili na začetku 5-6, pa odvisen, kako smo ekipe sestavljali. Kako pa vidiš to odgovornost do zaposlenih pa njihovih družin? Sploh takrat, ker je recimo tako težko, kot je bilo takrat. Ja, to je siguren prioriteta. Pač, dogovori so dogovori, če delajo, če je vse tako, kaj treba, je tvoja odgovornost, da tudi zrihtaš to, kar njim pripada. Kako pa je ta biznis, praviš, Igor je mož? Kako pa je to vplivalo na vajin odnos? Ker na svetu imaš veliko. Eni pravijo, da je treba biznis pa nek odnos s partnerjem ločiti, pa da to ni fajn. Eni pa pravijo, da je fajn, da skupaj rasteš. Na obeh straneh imamo zgodbe. Kakšna je pa tvoja zgodba? Kako je to nekako posegalo v vajin odnos, glede na to, da v bistvu že 20 let skoraj. 20 let delata skupaj, Kako pa je to na odnosu? Mislim, da smo naredili nek kolaž vseh teh zgodb. Biznis je biznis, družina je družina. Da pač vsak, tako kot smo skupaj, ko delamo, partnerji, vsak najde svoj način, svojo. Jaz tudi vem, da imajo nekateri ločen, doma je doma, služba je služba, ampak ne gre, nekaj narediš, nekaj najdeš svoj način, kako zdaj to rešiti. Včasih se v službi pač ne moš pogovoriti, vse popoldne, včasih ti pa popoldne tudi napaša. To pač od trenutka do trenutka. Kako sta pa, kdaj sta imela pa pol dva sinova mata, kdaj sta pa sinova prišla na vrsto, pa odločitev v družini, glede na to, da biznis je bil verjeten pred družino? Pa prvem bližnjem isto smo kar začeli. Ja. Vse naenkrat? Ja, sem rekel, smo optimistični bili na začetku. Mislim, to je bilo kar zahtevano obdobje. Majhni otroci, firma se razvija. Kakšni so pa spomini iz tega obdobja? V bistvu so čisto v redu. Bilo je pač težko, če so majhni otroci, veš sam, kako je to. Pač seveda ne spijo na urnik, ne spijo, kaj jim rečeš, seveda nič ne gre tako, kot si zamislil, pa zrastejo. Pa bi rekla, da je to bila življenjska preizkušnja, ki te oblikuje v to, kar si danes? Siguren. So to prelomnice? Ja, siguren. In če bi mogla eno stvar iz tega ven potegniti, kakšen bi bil nasvet iz tega obdobja? Metka sama sebi. Pa po pravici povedan, a veš, da ti sploh ne znam povedati, kaj bi rekel za nazaj, tako kot sem rekel, tega ne bi smela narediti. Tako je bilo, speljali smo in zdaj smo v redu. Pa še bolj se bomo imeli. To je optimizem še naprej. Ja. Je sej, pravi, da to je vodilo. Ja. Se pravi, kaj bi se ti pa zdaj kot podjetnici pomemben, kjera vodila v življenju so ti pomembna, da lahko najdeš nek ta kvaliteten življenje, ki praviš, da ga zdaj imaš? Ja, pač brez dela ne gre, se pravi, delati moraš, tudi da se čas rada pohicam, smo probali ne delati, pa se ni šlo, to zelo hitro vidiš. Na koncu biti iskren do sebe, do strank, do ljudi, s katerimi delaš in tako pač gre. Sej, vedno vsi delamo napake, zdaj kako jih rešuješ, pa na kakšen način.
tudi to nekaj pove o tebi kot o osebi, pa tudi o podjetju, kakršno je. A ne? Iskrenost. Kako pa ti vidiš ta pojem? Ker to je zelo širok pojem, ki se ga ljudje drugače predstavljamo. Kaj je zate iskrenost? Recimo, lažje komuniciraš s strankami, če govoriš iz lastnih izkušenj. Se pravi, v isti zgodbi, ki v bistvu prodajaš stranki, če govoriš iz sebe, takole smo pri nas naredili, takole je bilo, tole se je dobro izkazalo, recimo pri nas doma, tole se ni, tole bi zamenjali. To je to, ker imaš izkušnjo, ne prodajaš megle, a veš, kaj mislim, pač dal si čisto, a ne. Jaz mislim, da velikokrat, koliko poslušaš, koliko jih rečeš, da pa če še eno hišo delo bi jo pa drugače, ne. Siguren. Ja, učiš se. Ja. Hiša sploh za Slovence je, mislim, tako pravijo, ne? Ampak pravijo, da Slovenci imamo nek poseben odnos do grajenja lastnega doma. Ja. Da nam je to nekako v kulturni dediščini je dom zelo pomembna stvar. V Sloveniji. Mislim, v Sloveniji, ja. Ja, no, to je kraj, kamor ki si doma, ne, tam se dobro počutiš, tam otroci zrastejo, tam se lepi trenutki dogajajo, tam je širša družina pride na obisk, tam prijatelji pridejo in to je tisto varno zavetje, ki po dnevu, ki pač ni čistko, ki si ga zamislil, ali pa tudi, če sam daš odzum pa slab vreme, si varen. In zato mislim, da ga toliko spoštujemo pa cenimo, a ne. A veš, če zdaj pomisliš, kaj če se kaj zgodi, da ostanemo brez, a ne. Se te groza. Ja, streha nad glavo, pa ta varnost, udobje, pa prostor za družino so tako zelo pomembne stvari, ki jih imamo globokne. Kako si pa ti videla svoje stranke, delali ste tudi Hiša na ključane v enem obdobju, kako bi ti ta projekt predstavljala? Zakaj ste se ga z Igorjem lotila? Točno tako, kot se neka po lastni izkušnji, a ne. Čist po kaj smo želeli, ko smo dobivali projekte, videli, kaj večina ljudi, neko, rečemo, splošna kvadratura za 4-5 člansko družino, 170, 180, 200 kvadratov ali pa malo manj. To rabimo, rabimo spalnico, rabimo kopalnico, 2 kopalnice sta še bolj, 3 so že kar veliko zapucati, a ne. Ja, pa imaš še čistilko. Ampak tako, no, pač iz lastnih izkušenj normalne 4-članske družine, pa še psa imamo, a ne. Tako smo čist po statistiki. Ja. Zakaj pa misliš, da rabimo toliko prostora? Jaz se ga ne, a ne. Sam se pa dobro počutimo. Ja, tukaj je prostor. Ja. Mislim, kaj po tvojem mnenju, kaj prinaša večja kvadratura hiše napram manjši? Sigurno nek odprt prostor. Okay. A si v mali sobici, pa imaš noco, ne vem, poslov, omaro, pa še kakšno mizico, a pa v večji sobici, pa imaš lihtko omaro, pa poslov, je sigurno občutek boljši. Kakšen pa je ta občutek, če bi ga mogla opisati? Zračen, dihaš, a ne? Nisi utesnen. Se pravi, z večjo kvadraturo si v bistvu kupujemo na nek način, v narekovajih, več tega dihanja v prostoru. Recimo, ja. Pa lažje se tudi umakneš od ostalih, mislim, prejmaš svojo zasebnost tudi znotraj doma, predvidevam. Sigurno, sploh otroci kratajo, najstniki sigurno rabijo svoje vrata, ki jih zaprejo. Ja, starši tudi verjetno, da zaprejo te vrata. Tako, ja. Ne moramo biti vsi kopalnici. Ja. Tako da pač to je nasplošno tako, a ne. Na koncu pa tako, ko se nekaj sej, pa gotoviš, da to ne rabaš, a ne. Ma punce mogoče malo več, ker rabamo malo več umara, a ne, ampak lepo je, da imaš vse zložen, pa urejen, a ne, se tudi se zmenda, a ne. Ja. Kako pa misliš, da sta otroka dojemala to vajno podjetniško pot z Igorjem, a pa kako je to na njiju dva vplivalo? Pa jaz upam, da sta zaradi tega mogoče malo bolj samostojna ratala, a ne, pa da smo jim pokazali, kaj je pač v življenju, če imaš nekaj si želiš, da moraš za to se potruditi, da se želje, cilji, ambicije, da se pač uresničijo. In da ni vedno vse tako, kako bi rekel, z rožcem poslano. Ja, ne, življenje je lepo, ne. In general je lahko lepo, nimajo vsi. Sam se to skriva v majhnih stvarih, ne. Ja. Ne v kvadraturi. Ti, kako je pa bilo, res me zanima, kako je bil pa ta obdobje, ko si imela majhne otroke pa firmo, pa ti, Metka, kot mama, kot podjetnica na začetku,
Meni je to fascinantno, kaj ženske vse zmorajo takrat, ko so tudi otroci v igri. A veš, to je pa, doma imaš, ne vem, računalnik pa malo doma delaš, pa ok, sej dokaj, pa so bolani, pa si spet doma, pa niso vse stvari narejene popolne, ni vse lepo pospravljen. Tudi če si želiš, greš po kako bi rekel, tista triaža, grejo stvari, ki so najbolj nujne, tisto se te prve najprej mularijo zrihtaš, narediš za potetje tisto, kaj je najbolj nujen, pa pač se s časom, kar rastejo, je pa to bolj lagano. Da pa bi rekla, da je prelom karata malo lažji. Ampak kako vidiš te obdobja? Osnovna šola je sigurna, ker so že malo bolj samostojni, pa pač takrat so tudi tiste, ne vem, otroške bolezni, se mi zdi, da pa niti več niso toliko bolani. Pa vsak let je v šoli je boljši. Kako si pa najdla, če si sploh najdla čas pa zase? A se ti zdi to pomemben, da imaš čas tudi zase? Pa za partnerja v bistvu tudi, no? Sigurno, pač malo rabaš vdiha, malo, da si glavo spucaš, malo sam, da si sam, ne vem, da se z nobenim ne pogovarjaš. Ti pa še, pač, da glavo umiriš. Ker so otroci majhni, to sigurno malo težje, tako sem ti rekel, vsak let je lažji. Zdaj ga sigurno imam več. Kaj pa tebe umiri, kaj te veseli, kaj si rečeš, da si pa čas zase vzela, kaj počneš? Jaz grem ponovadi hoditi, tam pri nas doma imamo in hrib, pa grem jaz gor v hrib hoditi in to je super. Sprehod. Ja, vse jih veliko takih najdem tam gor. Kaj gre malo na sprehod. Ja, pa moširajo gor. Rabimo sam čas zase, pa sploh ne rabiti nič posebenega. Kako pa Igor handla ta čas zase? On tudi s kakšnimi prijatelji. Pa v bistvu, ker sem jaz v hribu, ga imam pa on doma zase. En mora iti proti hribu. Ja, pa sej to je lepo, ne? To je lepo. Kolikrat je bila pa preizkušnja, tako, sej, če ni zadeliti, ampak a je bila kakšna težja preizkušnja vmes za vajin odnos, ker je bilo vse to nekako ta kolaž pomešan? Jih je bilo neki, a veš, vedno pač pridajo stvari, ponovadi, kako že tisto, ko gre neki narobe, gre pa je kar malo Murphy, ali kako se temu reče. Ja, ko ima hudič mlade, jih ima veliko pravijo. Ampak z leti se res naučiš drugače reševati stresne situacije, In sigurno, če zdaj na kakšno za nazaj pogledam, si mislim, da se takrat sploh ni bilo tako grozen. Zakaj smo pa takrat tako dramo naredili. Ampak pač takrat je bila, no zdaj pa ne bi bila. Pa je mogoče kakšen način, ki bi ga lahko delila z mano, kako zdaj se lotaš neke stresne situacije na podlagi izkušenj, ki jih imaš? A res probam. A veš, tisto, kar te najprej pogreje, vroče rata, panika, ne smeš vsega povedati, kaj si takrat misliš, Da res sam, a gremo zdaj malo pogledati, kaj smo rekli, kaj smo poslali, kaj smo naredili, malo, tudi sam če 1 uro, da malo predihamo, pa poj se usedamo, pa probamo reševati stvari. Najprej dajmo reševati stvari. Ne pa ne da kažemo s prstom en na drugega. Ti si pa poj najslabiji, pa smo pa vsi v borbenem položaju in to poj ne pridemo do konca. Ker pa še zmeraj nič ne rešiš, pa se gremo samo kdo je kriv, kar je pa... Kaj pa je potrata časa to, ne? Ja, dajmo rešiti to, kar je treba, pa poj za nazaj pogledati, kaj je bilo narobe narejeno, da tega ne bomo več ponovili. Pa kako bi lahko drugič drugače naredili. Pa si se ujela, da si večkrat ponavljala isto napako? Ja, mislim, da ja. Te vzorci, ki jih imamo, sploh v teh kritičnih trenutkih, ki si malo šibek, ki nisi pozoren ali pa nisi toliko sfokusiran, ti spodrsne in zapadeš v stare vzorce. Ja, emocije. Tako kot čokolado, če rečeš, da jo že več na ujedu, pa v redu ti gre, ja pa malo, pozabiš na to, pa spet začneš. Ja, hitro se lahko vrnemo nazaj v te vzorce. Ja, to sigurno je tako. Kako pa ti vidiš pojem časa? Kva za te čas predstavlja? Ja, dobrino, ki jo zelo primanjkuje, zelo dragocena dobrina, res beži mim, ne vem, sploh letošnje leto, jaz
ne vem, kdaj je poletje. Se mi zdi, da sploh nismo imeli spomladi, kam je šlo to. Ne moreš, niti obvladati ga ne moreš. Pač se zgodijo stvari in gre, ustaviti ga ne moreš. Ne? Ja, če bi lahko, koliko ur bi mogel dan imeti po tvoje? Se doskrat sklicamo, pa bi bilo 36 ali 48 dosta, ampak sej na koncu, sej je 24 čisto dosta. Sej ne moreš skozi delati na 100%. Mislim, lahko, sem polikašna izgorelost, odnosi trpijo, biti deloholik, ne? Pa vaša generacija je imela to še zelo močno privzgojen, treba delati, uživati so znali pa malo manj, ne? Vaši starši recimo. Ja. Kako pa ti vidiš ta uživanje, pa kako ti je to pomemben? To je sigurno dobro. Pač stvari tako, ki si na svoje, se velikokrat zgodijo spontano in posel in recimo temu uživanje, dobra zabava se včasih malo kar zgodi, slučajno. Spontano in to je tisto, ki je ful dobro. Ja, gradbeništvo, ne. Kaj pa ti vidiš, ne vem, glaven izziv v gradbeništvu? Vidva sta v bistvu s tem, kar sta gradila hiše na ključ, praktično se srečaš s celom sektorjem. Kje bi rekla, kje so 3 plusi v gradbeništvu, pa kje so ta 2 minusa v gradbeništvu? Ja, jaz mislim, da še zmer, da s tem se čisto vsi soočajo, nič novega nam povedala, da je siguren kader, a ne? Tak problematičen del super, je pa tudi v bistvu pri nas mislim, da je ful sposobljenega kadra, a ne? Sam dobiti ga moraš, pač ti moraš najdati ga, priti do njega, a ne? Kako pa to iščeš? Čas se stvari kar zgodijo. Zdaj pa ne smem več povedati. Ja, se zgodijo, ne? Sam tudi dokaj moraš nekako prideti, ne? Ja. Pa kva bi še rekla v gradbeništvu? Kako pa ti vidiš komunikacijo v gradbeništvu? To na terenu, imaš delovodjo, pa izvajalce, pa podizvajalce, pa sami ste v bistvu vodili projekte. Kako se ti zdi pri nas ta komunikacija? Ful je lažje, če ti delaš z neko ekipo, ki je, se pravi, s temi podizvajalci, ki ste že ofurani, ki že dolgo delate, ki že veste, kako pa kaj, ki že veš, kako pri nekomu poteka komunikacija, na kakšen način, da pač, da si navajen in drugega. In to je ful lažje. Nekaj, kar na novo začneš, si malo bolj pač, kako bi rekel, previden, na novo iščeš poti, da je zadeva speljana, ampak lažje je, ko imaš upeljane zadeve. Siguren pa kdaj, kaj ni. Koliko časa pa traja, da neko relativno suvereno ekipo nabereš okoli sebe? To je pa tako težko reči. Na palec. Koliko časa sta rabila iz hiškam, da sta prišla do skupka izvajalcev, ki sta res delali dober produkt, pa da ni bilo nekih ogromno nepredvidljivih situacij? Je kar par let, pa to ni par 2 leti, ampak je pa kar malo več kot 5 let, sigurno. Več kot 5 let? Ja. Da sestaviš ekipo? Da smo prišli, da smo naredili ta izbor sodelavcev, s katerimi smo mi dobro delali, pa tudi oni v bistvu z nami. Se moramo vsi dobro imeti, mislim, dobro zastopati. Ja, to je boje stranska pot, ne? Obe smeri gre. To je dolg časa. Ja, no, v enem letu pač, ne vem, ti ne rabiš, odvisen koga rabiš, če ti, ne vem, pokriješ 3 strehe na leto, nisi pa spet v kontaktu skozi, ne? Če bi ti 20 na let, imaš malo drugačen tempo z nekom, pa neko gradno odnosa. To je pač čisto odvisen od vsakega posameznika, pa od vsakega podjetja, kako pa kakšen obseg deli. Kaj bi pa rekla nekomu, ki se nekako razmišlja, bi šel graditi ali ne? Vi ste še gradili v času, sicer vajto delati ni bilo nikoli pocena, ne? Ampak cene danes napram 10 let nazaj je bistvena razlika. Ne? Ja. Kje bi rekla, pa kakšen nasvet bi dala nekomu, ki se odloča, da bi gradil, na kere 3 stvari recimo naj bo najbolj pozoren, kva počne?
Dobro, pri sami gradnji je siguren, se pravi, parcela, a ne kakšna je, to, kaj imamo, kaj se skriva pod dno, za njo, nad njo. To je osnova, a ne hiše. Način, kakšna hiša bo, kako bo narejena. Zdaj so itak, v bistvu vse hiše so zelo dobro izolirane, tako da iz tega stališča, se pravi energetsko varčne, iz tega stališča, če imaš ti dobrega izvajalca, ki bo vse to naredil, lahko dobiš vrhunski izdelek, a ne? Mislim, izdelek, pač vrhunski dom. Pa seveda, koga izbereš za gradnjo, a ne? Kaj zdaj lažje, a nekomu, ki se ukvarja, pa bo pač izbral vsakega izvajalca posebej, pa pač sam kot lastnik, kot investitor to koordiniral, ali pa je lažje z nekom se pogovoriti pa vzeti gradnjo na ključ, a ne? In kaj je po tvojem mnenju bolj primerno? Ja, če imaš tako, pri vsaki stvari, če imaš ti nekoga, ki je dober, profesionalen, strokoven, je pač sigurno gradnja na ključ za investitorja lažja, ker komunicira samo z enim, a ne? Samo s tabo, ki si nosilec, oziroma s tistim, ki je odgovoren za to. In pač je od tega, zapravo midva, če se ti odločiš za gradnjo hiše, meni prinašaš pripombe, spremembe, želje, pohvale, graje, karkoli. In je potem na tistem izvajalcu, da potem uredi in naprej. A ne? Sigurno ti je lažje to. Več je miru. Več je miru, ja. Za vse upletene. Ja, razen za tistega. Razen za onega, ki vodi. Ne, ampak tudi za njega, se je lažje, ker pač ti nadziraš. Na koncu vedno stvari pri detajlih zapletajo. A ne? Detajli. Ja. To je nekaj, kar je... Detajli so majhne stvari ponavadi, ne? Iz velika naredijo velike probleme. Pa včasih si niti ne moš predstavljati, koliko velike probleme lahko imaš zaradi enega čist brezveznega detajla. Ja. Kako je bilo pa tebi delati v tem sektorju, ki ste delali na ključ? Ta handlanje, to med investitorjem, pa med podizvajalci, pa... Pa se, ja, veš, potem, ko ti enkrat dorečeš že z investitorjem osnovo, se pravi, kar neki bo v pogodbi, kaj bomo naredili, je v bistvu, pa terminski plan določaš, je v bistvu, ni toliko s samim investitorjem, a ne? Razen, če so kakšne spremembe, ampak načeloma niso to grozne, a ne? Z izvajalci je pa v bistvu pri nas niti toliko, jaz teh fantov nisem, pa deklet imela, komunikacijo so bolj naš vodja del, pa Igor je v bistvu imel na samem gradbišču, jaz sem skrbela bolj za ponudbe, za kakšne druge realizacije, a ne? Back office. Ja. Ja, to koordinacija ljudi na objektu, omenila si terminski plan. Kako izgleda terminski plan v gradbeništvu, pa kaj je z datumi, ker vemo, a ne, oziroma se govori, a ne. Ja, je rekel, da pride jutar, pa zdaj pride naslednji teden v ponedeljek. A lahko malo več poveš, kako ti vidiš ti terminske plane, pa kaj se dejansko v praksi dogaja? Zdaj sem že kar mečkam ven, no, ampak takrat, ko smo pač... treba je vedeti, da še vedno smo tukaj zelo od vremena odvisni, a ne? Več... Če daš, če je sneg, če so razmere, ki ti ne dopuščajo, ki niso varne, ki tudi ne moreš delati, siguran, potem se stvari zamikajo. A ne? Ampak če ti potem probaš vse skupaj nekako, vsaj imaš začeten pa končen datum, kako bi rekel, ujet te zgodbe, se da vse rešiti. No. Razen, če so res kakšne ekstremne razmere, pa je 2 meseca daš, ne vem, pač neki. A ne? Pač ne moreš zidati ali pa po snegu, pa nizkih temperaturah. A ne? Tukaj se ful pozna in če imaš ti na večjih, če imaš ti podizvajalca, ki ima tudi na drugih projektih zaradi vremenskih razmer probleme, pač to so se sešteva. A ne? Se pa vedno se da se spela, da se pogovoriti. Je pa malo bolj stresno, pa zanimivo, a ne, na trenutke. Zanj sva z Tomažem, da včasih zna biti tako malo vojno stanje. Ja. Ja. Tako, podoben je tudi v kuhnah, a ne? Ja. V teh profesionalnih kuhnah. Prideš na točko, ki je tako malo vojno stanje. Ja. Glasovi so višji, več je te tenzije, te strasti okoli tega, ne sploh daj more kdo kaj narediti, pa kaj je kdo naredil. Ne? Kako si pa ti handlala takrat, ko je bila situacija vroča? A si isto, tako kot si prej rekla, stvar umirila? Ali kako? No, takrat, če nisem, a ne.
Ja, smo probali več različnih načinov, da smo do tega prišli. Kako pa je izgledal eden od načinov? Pa sej. Ja, sigurno ti ni v redu, sigurno ti ni vse. Veš, da imaš neko zavezo do stranke, imaš zavezo do naslednjih izvajalcev, ki imajo tudi roke zabezecane zate in se treba spraviti v česa. Zdaj pa na več različnih načinov se lotevaš tega. Ja, včasih bolj uspešno, včasih malo manj uspešno. Zmer pa probaš v bistvu za stranko narediti na koncu čim bolj. Ja, mislim, največja odgovornost, če komu polagaš račune, pa je naročniku. Neki si se dogovoril, neki si rekel, da bomo naredili in pač to treba narediti. Kako pa ti vidiš ta svoj odnos z naročniki? Recimo, imate tudi včasih primere, ki je tudi naročnik lahko malo nerazumljiv? Ali pa da ga ne razumemo najboljš, pa da zaradi tega pride komplikacija. Kako pa ti vidiš to odnos, se pravi naročnik, investitor, pa vi kot izvajalci, tudi če zdaj Kamine vzameva nekako? Sigurno, če potegledaš, tako se niso samo to kot z naše stranke, že tako, ko si v neki družbi ali pa v nekem krogu ljudi, pa v bistvu vsi govorimo isto zadevo, na koncu recimo, da si vsi želimo isto zadevo, ampak na koncu ugotoviš, da je vsak malo drugače to mislil. In v bistvu treba priti razčistiti, kaj so bilo pričakovanja, kaj smo mi mislili, kaj ste vi mislili, pa kako zdaj pride do tega, da to uresničimo. Ja, zanj se jim poheca, da moraš biti malo psihoterapeuta na momente. Ja, res moš, zato ker pač že mi, da se kakšno stvar drugače razmišljava. Ni vse črno-belo. Je to kot tenko vmes, da ti treba pač najdeti treba skupni imenovalci. Ja, pa zagotovijo v gradbeništvu teh odtenkov ogromen, več kot si ljudje, ki se recimo nikoli, sej to je po vsotku, se kjerokoli stvar delaš profesionalno, je teh odtenkov ogromen. Mislim, da včasih tako splošno ljudje malo podcenjujejo gradbeniški sektor, koliko je dejansko enih nijans, ki jih ti moraš nekako razumeti, upoštevaš, zato da je nek projekt na koncu zaključen. Tako. Ker ogromen jih tudi ni. Zgodb je ogromen, ki pride pa ne pride, pa napol naredijo, pa so reklamacije, pa jih ne rešujejo, pa je kar izziv v gradbeništvu najdeti zanesljivega v bistvu izvajalca. Ja. Kako ste se pa vi spopadali s tem? Z reklamacijami? Ja. Odzvati se moraš takoj, pač, da saj pristopiš zadevi, da vidiš, da ugotoviš, kaj je. Pa če si, veš, individualno rešuješ zadeve, kakšne stvari se dajo hitro rešiti, za kakšne stvari, ki treba, počakati drug leten čas, drug obdobje, karkoli, ampak v bistvu vsega je, da se res da probaš, da se to čim prej. Najbolje pa tisto, da se odzoveš stranki, ker pač pride do nekega problema, da pač smo v kontaktu, v navezi, da ni tiska, da se ne javljaš na telefonu. Pa če je prišlo do tega, pa v kakšni meri, če bi mogel v procentih govoriti, je pa takih reklamacij, ki so pa mogoče malo neupravičene, a je do tega kdaj prišlo, ali mislim, stranka ima vedno prav, to je ena mantra, ampak včasih stranka ne razume, zakaj je mogoče prišlo do kakšne situacije, ki ti nekako nisi mogel preprečiti. Ali se tega veliko dogaja? A veš, da ti ne bi znala na to odgovoriti, da bi bilo kaj, da rečemo, kje mi pa nikoli nismo, nič ni bilo tako. Ne znam ti povedati, ne res ne. Se pravi, ste zmeraj vse reklamacije spalali BP in to je bilo to? Ja, jaz upam, da smo jih. Ja, pač a veš, a je upravičena ali ne, če si ti prišel, kaj pa si se odzval, pa se je zadeva rešila zdaj, a s tem, da je to kaj je bilo narobe ali pa kaj ni bilo, če si to pogovoril se o tem, razrešil zadevo, razčistil, pa je to rešeno, ne? Aha, ja. A veš, ja, se strinjam. Zato ti pravim, ne moreš zdaj, a smo ful mi ali nismo ful, pač rešili smo, karkoli je bilo, upam. Takrat investitor ponovadi začne s prstem kazati. Ja. Ti si odgovoren, ti reš, čeprav mogoče niti to ni v tvoji domeni bilo ali pa, in pa moš nekako v bistvu poskušati za njega to rešiti. Ja, ali pa pač na način, tudi kot ste rekel, to je v naši domeni, ali pa povedati takole, pa s tem pa se lahko peleš naprej pogovor, aktivno pa sodeluješ. Pa se daš zgodil, da komu nisi več dvigal na telefona? Pa mislim, da ne, no. Ne. Se pravi, ista številka že 30 let in...
Dobro, no. Dobro, če se. Ja, ne, kaj se dogaja. Ne? Mislim, danes vidiš po teh socialnih omrežjih, pa to je ogromen tega, da folk ne dviguje telefona, pa zamenja telefonsko. Pa... Ne, to pa ne vem, odkdaj imam. Odskozi. Odskozi. Ja. Ja, to se mi zdi, da je nekako odraz dobrega podjetnika, sploh pa v gradbeništvu. To, kaj s telefonom. Telefon smo pa zamenjali. Ja, dobro. Zanimivo. Ti, kako pa to, da sta pol se pravi, imela sta neko svojo ekipo sodelavcev, ki ste delali hiše na ključ, odkje pa pol tukaj premik iz tega v specializacijo v interjer oziroma na kamine? Kako pa je ta pot izgledala? Mičkrat smo pač želeli zadevo umiriti, se pravi bolj fokusirati se na eno stvar, se veš, kako je, če pokrivaš preveč stvari, je tudi malo, mislim, neobvladljivo, ne, pač lažje, boljši si, če si za nekaj specializiran. In je pač bila prilika in tukaj sva se pač oba skupaj najdla in smo rekli, gremo pa zdaj. Saj to je še vedno del posla, v katerem smo bili zadnjih let, in sam še bolj se s tem ukvarjamo. Podaljšana roka, ne? Tako. Znotraj posla. Kako pa ti dojemaš kamine? Kamini so ogenj kot nek znak življenja. In kako vi dojemate te kamine? Ja, se pravi, dom je to, kar sva pač prej rekla, tisto, kar je nam zelo drago, nam osnova neka, in tisti ogenj noter, toplota je pač, kako pa nas pravimo, srce doma. Po zimka prideš, po kakšno dnevo odzuni megla, mraz, piha, ne vem kaj vse odzuni na cesta, in potem prideš domov in je lepo toplo. In je veliko boljše vse. Bi rekla, da je kamin pol ni samo stvar elementa, ki jo ogreva, ampak je več kot toliko. Tako je. Tisti ambient, toplina, domačnost. Pač primeren tistemu zimskemu času, ko je odzuni tema, tako se nekaj strašne razmere, mrzle. Tukaj je pa varno zavetje, kaj še doda tisti. Ja, kot toplotna črpalka sam dela. Ne moreš se gledati, pa se razneša. Ja. Ti, koliko je pa zdaj pogosto, da kljub temu, da imamo fulvarčne hiše, pa načeloma kamina ne bi rabo za ogrevanje, oziroma ti povej iz izkušenj, kako danes ljudje po kakšnem konceptu se odločajo za vgradnjo kaminov? To je sigurno kot neka alternativa. Najprej je recimo ambient, kot neka alternativa, super v prehodnih obdobjih, ko pridem toplotno črpalko, kakšen dan, dva, da hiša se odzove na njo. Včasih smo tudi, mislim, da je lansko poletje, ker je bil nek mrzel dan, nalivi par dni, smo ga tudi že polet požgala. Da kakšen purco dve, da je. Je pa res kot neka alternativa zelo. Ti, koliko je pa dela s kaminom? Jaz bi ga imel, ampak po eni strani pa tako, pa drva, pa kje bom drva kupil, pa a ne vemo, da je okoli drv lahko cela znanost, zato da nek kamin lepo gori, da ni vsak polen dober. Koliko pa je dela z enim kaminom, da ti dejansko si to pol lahko omogočiš? Ja, ok, dobro, pač najprej ga imaš, ga pač postaviš. Tukaj se moraš samo odločiti, tukaj ti dejansko nimaš s tem dela. Se pravi, izbereš izvajalca, da ti ga postavijo. In ja, drva rabiš, tukaj nimaš kaj. Kakšen les je pa primeren? Primerno suh mora biti, drugače mora biti pač prava vrsta drv, ne sme biti kakšna smreka, ki je preveč smolnata, buko breza, to. Kaj pa smreka naredi kaminov? Smola je, zdaj pa ni v redu. In kva? Pol, ki poškoduješ, ali je bolj stvar izgorevanja? Sigurno, ta smola se poje prime, a veš, tudi v dimniku so drugače, tako da iz tega stališča. Ja, ni vse za pokurt. Ja. Tukaj je bilo včasih opeč, pa vse je za pokurt. Kje pa je nekakšna investicija od do, verjetno nima je, ampak kje se pa začne za nek
Da imam jaz željo, imam neko povprečno plačo, ampak bi si vseeno s partnerko želela Kemina. Kje se začnejo te cene? Čist, a veš, odvisen je, kaminska postavitev v bistvu iz dveh delov. Eno je kaminski vložek, ki se ga pač obzida. In zdaj, kakšen kaminski vložek izbereš, tukaj je ta stroškovna pozicija kar različna. Imaš na trgu pač različne dobavitelje z različnimi cenami. Tako da par tisoč evrov se začnejo. Par tisoč? Ja. Se pravi, govorijo, kaj kaminski vložki začnejo pri 3 ure pa naprej. Dobro, tudi že kakšen. Tudi že za manj. Ja, recimo, odvisen, kaj. Ampak so pač razlike, tako so pri avtih, tako so tudi tukaj. Se pravi, bi rekel, da je kupovati kamin podoben, kot kupovati avto. Iz enega vidika. Ja. Sam kamin verjetno ne boš menil na par leta. Se tudi eni avta, ne? No? Kakšna pa je življenjska doba kaminov? Če se ga redno tudi vzdržuje, servisira, je to kar 15-20 let sigurno. Kaj pa posledi po 20 letih recimo? Ja, potem se pa zaviš, noter potekajo zelo vroči procesi, tudi recimo sam način gradnje se je toliko spremenil v tolikih letih, zdaj smo prišli na te nizkoenergijske pasivne hiše, da že iz tega stališča se je sama vgradnja kaminskih vložkov spremenila, sama obzidava. Kamin pa vsak uporabijo se stvari, ni nič ni za večno, treba tudi slejko prej kaj zamenjati. Kva se pa mena ponavadi v kaminu pol? A moš kva, ti imaš recimo vložek, imate tudi pečarja, to obdelaš, pa je pa 20 let okol. A to zdaj pomeni, da moramo vse skupaj razbiti, pa nov vložek dati noter, ali kva pomeni po 20 letih, kako obnoviti kamin, recimo? Ja, zdaj, če ste bili res v redu, pa ste fez kurali, je pa že tudi dotrajen kaminski vložek. In takrat se pa je naredila nova kaminska postavitev, sigurno. Ker pač težko je pa sam kaminski vložek ven, pa no, to ni tako, ne vem, pomivalni stroj v kuhinji, recimo. Iz tega stališča, no. Drugače pa recimo, kadar se delajo servisi kaminov, se tesnila na vratih menjajo, ker to so obrabni materiali. Včasih se kakšna šipa zamenja, pa to zato, ker jo bolj po nesreči razbijajo. Pride do kakšnih, tako, kako bi rekel, neprijetnih trenutkov, pa bum. Kakšne teh deflektorske plošče se zamenjajo, ali pa recimo šomod v kurišču, ki se tudi pač zaradi temperature poškoduje, ali pa kakorkoli. Ampak načeloma imaš res lahko dolg kamin. Ja, ko včasih mi smo imeli v eni hiši, so imeli še te krušne peči pa to, sicer to ni isto, kot kaminski vložek, to so bile pa čisto stare po 50-60 let, sicer je bilo treba ponovati na novo zafugirati, zato ker fuge spustijo in pol kadi v prostor, ampak to so stvari, ki imajo zelo dolg trajanje. A delate tudi še kaj v tem konceptu starih krušnih peči? Bolj na videzu. Aha, na videzu. Na videzu, ja. Se pravi, ima kaminski vložek, pa se pa pečarsko. Tako, pozida, kakšni kanali komunicijski se naredijo, tako da je v bistvu, saj princip je zelo isti. Zdaj, veš, večina jih pomisli na te krušne peči, ki praviš bolj zaradi tistega videza, ki so keramika, tiste keramične tele pečnice, ki so okoli obložene. In to se vse da približati temu. Gre pa pač zdaj predvsej veliko bolj v modern stil, videz, tudi kaminov. Pač tako, ko gledaš, kako se slog kuhinj menja, kako se slog, ne vem, kavčev v dnevni sob, da bolj modern način se zdaj bolj odloča. Ja, trendi so, Tako je. Ko se spreminjajo, s temi gre zdaj tudi kamini. Tako je. Kako pa ti vidiš delo pečarja ali pa pečar kot obrtnik? Kako si ti njega predstavljaš, pa kaj meniš o njih? Kako to misliš? Znanje je pač... Znanje, neke ročne spretnosti. Predstavljam si, da ne more vsak biti pečar. Da je pa ti iz izkušenj, kako vidiš ta poklic? Ja, mislim, da jih je zelo malo pri nas, da je kar pomanjkanje tega kadra, je pa tako kot, veš, z vsakim obrtnikom, z vsakim izvajalcem, ne vem, poklic lep, težek siguren, tudi zaradi težkih stvari, ki jih fantje pa dekleta prenašajo,
In tako, kot z vsakim poklicem, če ga delaš rad, pa so tudi lepe stvari. Pa se ti zdi, da obrtništvo moraš biti poklican za te poklice? Ja, jaz mislim, da moraš, kot sem ti rekel, pač za tako zadevo moraš biti kar optimist, na začetku. Pa imeti veliko, pa ne samo optimist, zelo pozitivno moraš v to zgodbo. Ja, kaj izzivov na tej poti je ogromno. Ja, in s tem pa gre naprej. Kakšna se ti pa zdi, da je prihodnost tega poklica pečarja za naprej? Pa mislim, da bo. Da je še. Še je možnosti, tako da mislim, da ne bo. Na neki točki je nevarno. To, da ne bo mojstrov, ne? Ja. Tudi zdaj imamo, primer trenutno, smo v menjavi generacije teh starih obrtnikov, ki so imeli, ki je bil vajenc najprej 10 let, ki je res delal z nekim srcem, z nekim navdušenjem do tega, da naredi nekaj, da je ponosen na končan izdelek. To vam danes včasih občutek, da se mečkam zgublja. In da to nima več take vrednosti in pol v bistvu imamo izziv najdeti kadre. Ja. Ja, kadri. Ja, veš, to je, zdaj ne vem, zdaj to je tako težko, tako se vse spreminja. Sej smo na umetni inteligenci, zdaj smo tam, zdaj se že vsi bojimo, ali nas bojo še rabili, ali nas ne bojo, roboti. Bomo videli, kaj bo. Ampak mislim, da obrtniški poklici imajo lepo prihodnost. Zato, ker preden bo nek robot zmožen en kaminski vložek nekam postaviti, pa ga obdelati, pa da je dobro obdelan, pa da zraven še upošteva prilagajanje naročniku, pa da še malo na material gledaš, pa gor pa dol. Mislim, da smo še daleč od tega, preden bo nek robot lahko postavil nek kamin. Dočim v smislu influencerjev oziroma tega novodobnega digitalnega sveta. Sej prav je, da to imamo, valjda, daleč od tega, da je bilo to narobe, ampak njih bo prej nadomesto na neki točki oziroma tiskano z njemu delo bo nekonkurenčen. In se mi zdi pozitivno spodbujati mlade, da razmišljajo tudi o poklicih, v takih mogoče klasičnih poklicih, kot sama praviš, so tudi lepi. Vse, ki je težkega predstaviti, se je naporan, sam na koncu si pa rečeš, jaz sem pa to naredil, primaš v roke. Enkrat si omenila, da sinova greta tudi naprej na poklicne šole. Ja. Kako pa ti to vidiš, da sta se sinova odločila za te smeri? Jaz tako mislim, da to, kar sta se izbrala, da je čist njima pisan na kožo in jaz res upam, da bosta najdla tukaj svojo pot, svoje veselje. Kako se pa ti počutiš kot mama, ki sta to zbrala? V redu mi je, prav res tako. Si vesel, si ponosen, lej, super, zdaj pa še do konca spet. Ja, se je pa ta pomagala. Ampak ja. Ja, kamini. Ti kakšne vrste vse kaminov pa danes obstaja? Kako to? Ja, imaš ti tak kamin, kamin na bioetanol, pa na elektriko, pa na danes, kaj rečeš, jaz bi imel kamin, tako kot pa avto. To je, da preko jaz bi imel pa zdaj avto. Pa vse sploh obstaja danes. Ja, najbolj klasični so seveda ti na drva, potem so na pelete, omenil si na bioetanol, to so ambientalni, elektrika tudi v bistvu, čez različne tele, kako bi rekel, ledice, kakorkoli pač ta efekt ognja prikazujejo, te tudi grejo nekateri, niso sam program. Pa verjetno bi še kakšnega najdela, ampak mi smo večinoma na drvih, tako da smo na klasiki. Slovenija, če ima kaj, ima gozdove. Ja. Ti, a to na bioetanola, je to kaj vonja v prostoru od tega ali pa... To je pa čisto odvisen od posameznika, kako to zaznava. Nekateri pravijo, da ne, nekateri pač to mečkan čutijo, ti moraš vedno skrbeti za prezračevanje prostora, ker vsak pač ogenj, ki gori, porablja kisik iz prostora, tako da moraš to tukaj merkati.
Tako da dovolj velik prostor mora biti. Vedno moraš upoštevati neke osnovne pogoje za delovanje. A ne? Se pravi, eden od osnovnih pogojev je zračanje. Tudi. Pa to, kako pa to zgleda, recimo, ne vem, jaz sem v hiši, jaz sem imel kamin, a z tega področja tudi svetujete, kako zračanje urediti? Ali to nekako opozorite, pa je v domeni naročnika? Če govorimo o klasičnih kaminih na drva, se itak pripelje zunanji dovod zraka direktno v kurišče. In se pravi, ogenj v kurišču gori neodvisno od zraka v prostoru. In to je pogoj. Aha, in to speljate vi? Odvisno, veš, v kateri fazi mi pridemo v objekt. Če smo zraven že pri projektiranju, povemo, odkje pa kako kakšna naj bo dimenzija. Če gre za adaptacijo in če naročnik tega še nima urejenega, svetujemo pač odkje pa kako naj se to pripelje. Kaj bi pa rekla, kako izbrati najboljši kamin zase? Kjere točke moraš iti čez, zato da si izbereš res nekaj, kar bo te pisano na kožo? A veš, najprej moramo vedeti, koliko prostora lahko sploh namenimo za kamin. Ok, prostor. Koliko imamo tlorisno pač A krat B, toliko imamo lahko meter krat, ne vem, 80 centimetrov. In to dimenzijo lahko damo to pa to. Se pravi, tako pa tako postavitev. Potem v bistvu vedno stranka pove želje, kakšne vrste zasteklitev se ji bolj dopade. Se pravi, imamo samo raven kaminski vložek z eno šipo ali bo na kot, se pravi dve stranice, ali bi imeli tristranskega panorama, mi temu pravimo. Pa vidimo, kam ga postavimo, kaj je zraven. Pač, če šipo seva temperatura in moramo neke določene odmike od tega odpoštevati. Tako da iz tega stališča. Pa seveda, imamo dimnik, pa če dovod zraka. Pa verjetno pa na neki točki tudi cena igra faktor. Vedno. Več ki šipa, pa lepši, ki je, predvidevam, da je dražji. Ja. Kakšni so pa plani za naprej v svetu kaminov? Ja, siguren, kakšne nove stvari reširiti, kakšne nove zgodbe pripeljati. Se ko smejiš navihano. Da nam preveč veda. Okay, se pravi, sledijo novosti, bi temu rekel. Ustajate po svetu kaminov, vam je zdaj to leži. Ja, tukaj smo se glede na naše pretekle izkušnje, poznavanje v bistvu objektov, kako se obnašajo, kako pa kaj umestiti zadevo, mislim, da je to tono. Ti kakšen je pa feeling, ko predaš kamin v uporabo stranki? Ta navdušenje, kako se že stranka odzove, kako se pa vi ob tem počutite? Siguren, skoliko pa v vsaki zadevi, če si naredil dober izdelek, da je stranka zadovoljna, je to pač super. To je tisti dober trenutek, ki ga imaš, ki ga želiš imeti vsak dan. Želiš si ga imeti? Ja, pač to je tisto, kar čakaš, to, kar prej si rekel, a uživaš, kako dnevi pa uživati. To je en od tistih trenutkov, ki ti povzročijo dobro voljo, veselje, ponos na delovno mesto. Ja, če bi tako rekel, smo dvakrat plačani. Ja. Samo da mogoče se tega drugega premalkrat zavedamo. Ali pa da bi bilo mogoče tako, da bi bilo dobrodošlo, da bi se čim več ljudi zavedali tega drugega dela plačila, in to je ta pozitiven odnos, ki ga dobiš od stranke nazaj, ker sta na koncu v bistvu oba ful zadovoljna in je to na neki točki skoraj več vreden, kot pa denar. Tako. Mislim, tako jaz to vidim. Pač to je tisti pika na i, dodana vrednost, to je tisti osebni del posla, ki je. Koliko je pa stara povprečna stranka na palc pri vas, ko vgrajuje kamine? Čisto različno, ker ljudje v bistvu pri nas hodijo v različnih fazah svojega življenja. Pač nekateri, ki so mladi na začetku, pa opremljajo stanovanje, gradijo hišo, nekateri, ko bojo pa pač prenavljali stanovanje, pa pač ne vem, so že starejši in nimamo, da bi rekli, samo ene ciljne skupine. Ja. Prav imate opravka s ful različnimi ljudmi. Kako se pa lote? Kako se ti pa zdi to delo, ko ljudje planirajo svoje domove za tretje življenjsko obdobje?
A ti je lepo delati na teh projektih? Ja, sigurno, ne. Pač, so mogoče že bolj jasne, a veš, jasne izbire, jasne želje na podlagi prejšnjih izkušenj, tako da super, no. Veliko bolj mogoče fokusirani pa odločeni pri svojih željah, a ne. Ko pri mladih družinah si predstavljam, da je to več tega. Se tudi, a veš, kaj bi si želel, a ne. Sam, ne vem, pač se še loviš, ne, določene stvari še nisi, ne vem, probo, a ne. Sigurno. Koliko se pa ti zdi pomemben povezovanje znotraj gradbeništva z različnimi obrtniki, mrežo, se pogovarjati o izzivih? Kako pa vidiš ta aspekt? Ja, to je ta podporni del, ki je v bistvu zelo dobrodošel in ki ti pomaga pri vseh točkah za naprej. Sodelovanje je tako že prej, ali pa zdaj je zelo pomemben na tisti backup, da ga imaš. Kaj pa te predstavlja ta beseda backup? Kakšen backup govoriva? To je v bistvu opora, ki jo imaš, neko zaledje, znanja, ljudi, na kateri se zaneseš, nabor izvajalcev, s katerimi lahko rešuješ, delaš projekte. To je to. Ja, se mi zdi, da je zelo pomemben, da imaš zelo raznoliko mrežo, zaradi tega, da izhajaš iz različnih izkušenj, da ne ponavljaš mogoče ali pa ne delaš toliko napak, ker na koncu napake v obrtništvu koštajo. Ja, to je točno tako. Zakaj se lahko kakšne stvari izognemo? Ja, predvidimo. Ja. Ja, zanimivo. Res mi je fascinantno, kako ljudje najdete ali pa najdemo strast v tako različnih poklicih. Sploh pa v teh poklicih, ki se nekako moš nekaj dobaviti, pa ugraditi, pa obdelati, pa zaključiti, pa da je stvar še uporabna. Ker to so kompleksni procesi. Ni mogoče to farmacija, ampak mi je pa zanimivo. Ja, v bistvu moraš zagotoviti to, kar si obljubil nekomu, da dobi nekaj, kar bo zgledal, to, kar si obljubil, pa da bo tudi delal. To, kar si obljubil, prodal, pač mu zagotovil. To je pač, Ok, obljuba. To je zmer zanimivo. Kako pa ti vidiš te obljube? A včasih več obljubaš, kot lahko dostaviš, ali se držiš koncepta, da raje malo manj obljubimo, pa več dostavimo? Kako vidiš to obljubo stranki, a pa zavezo v končni fazi, ki jo podpišeš s pogodbo, pa s predračunom? Težko je vedno planirati, če me to sprašuješ kot v sklopu tega, recimo, terminskega dela, recimo. Pač težko, pri nas čisto težko ne moreš pozicionirati terminsko, ker ne glede na to, kaj se mi dogovorimo s strankami, se vedno, recimo, kaj zamakne tudi pri njih. Kakšna, recimo, obnova gradnje, pa mogoče še tlaki niso narejeni, pa mogoče, ne vem, im okna zamujejo, pa mogoče to. Tako da pač mi probamo biti fleksibilni tukaj, da se pač ujamemo. Ker naš del, če ti gradiš, traja posel, ne vem, en mesec je za to fazo, to traja toliko časa. Mi smo še vsem tukaj 2, 3 ali pa 4 dni, odvisno kaj delamo. Smo mogoče bolj fleksibilni iz tega stališča, kakor pa nek proces, ki je dalj časa. Je tudi na manj elementov gradnje ste vezani, kakor pa mogoče kakšen drug. Tako da tudi, če ne pridemo takoj drug dan, imamo še vedno neko časovno okno, v kateri lahko to naredimo, preden kaj drugega še pride. Tako da pač tukaj se probamo držati, da najdemo. Je pa pol verjeten nasvet, da se lotiš, če je želja po kaminu, da se ga lotiš pri samem projektiranju. Ja. Da ni pol mater, zdaj bi imel pa še kamin. Ja. To je lahko verjetno precej dražji varianta, ga delati, ko enkrat že stvari stojijo. Ja, sploh če recimo kakšnega dimnika nimaš, pa morajo pa naknadno kaj drugače postavljati. Tako da je pa poj doskrat, ko v bistvu stranke toliko pridajo, rečejo, so rekli na začetku, sej bomo zdaj tlorise postavili, pa vse pač hišo, ko načrtujemo,
Ampak pa smo ugotovili, da se je treba že kar za vse odločiti. In tudi, kakšna bo okna, kakšna bo kuhna, kakšna bo kamin, da pa v bistvu ni toliko majhen del na začetku. Možeš kar veliko stvari odločiti, kaj pa katere bojo. Je pa sigurno pa je lažje. No? Se pravi, rekla, da pri gradnji je ključ do uspeha je dobra komunikacija, preden se karkoli začne. Ja. Pa dobra projektiva. Ja, sigurno. Je pa tudi tako, da smo si ljudje različni. Nekateri imajo malo boljšo predstavo, ko gledajo načrte. Meni je pa veliko lažje stvari v prostoru videti, da si čez drugače predstavljam in poj tukaj mogoče, a veš, pride do odstopanj od tega, kaj kdo, ko si prej govoril, kaj kdo razume. Ampak se tudi te stvari, če ni prevelikih sprememb, izpeljajo. No, klele mislim, da bo veliko pomagala ta sodobna tehnologija. Že zdaj, a ne, da ti dejansko greš, pa imaš telefon v roki, pa gledaš postavitev v prostoru. A kaj razvijate v tej smeri? Recimo, da ti lahko čez telefon gledaš kamine v prostoru, kako izgledajo? Nekateri imamo, nekaj teh aplikacij je, no, ampak nismo še toliko na... Še v delu. Ja, ker osebni pristop je res ful boljši, da stranki razložiš, kaj pa kako, pa tudi pokažeš, pa sploh pa nas, ko pridajo v salon, se imamo dost vzorcev razstavljenih eksponatov, da je še bolj, no. Bolj, a veš, tak odziv, občutek je boljši. Ja, sigurno, nekaj v živo videti je vsem drugačne. Je pa to lepa dopolnitev tega. Ja. Jaz verjamem, da brez osebnega pristopa spet pogovarjamo se o domu, ne pogovarjamo se zdaj kar neki. Je ta oseben pristop res pomemben, ampak z neko to digitalizacijo bo pa poenostavili, pa pohitrili, pa izboljšali, pa sam rezultat na koncu izbere. Kaj eni si znajo predstavljati, jaz včasih, ker razlagam moji, viš, pa bi imeli to tukaj, pa to tako, pa vidiš tukaj bi bilo lahko to, pa jo pa gledam, a si znaš predstavljati? Prav ne najbolj, pa začnem še risati, pač eni rabijo tega več, eni pa mogoče nečesa drugega, se hvala Bogu se nismo enaki, ja, zanimiv. Kamini. Ti, kdaj pa je primerno načrtovati kamin za v hišo? Verjetno sred zime delati to... Ja, mislim, a veš, če delaš novo gradno, pa dela pač potekajo tako, kot so, je pač takrat cajta. Zdaj, če pa rečeš, ok, še to zimo bi ga pa radi imeli, pa je pa tole že kar ta zadnji cajt zdaj lepo let, da se odločaš, da se odločaš, da izbereš ta prav vložek, da pač to se naroči, se umesti v plan montažka. Zdaj je sicer 36-37 stopinj, ampak pač mesec, dva bo pa že malo drugače. Koliko časa pa približno traja pri vas, da od tega, da stranka pride v salon, pa do tega, da stranka svoj kamin prvič pržge? To je pa, tako kot sem rekel, odvisno v kateri fazi pa kako. Pri novogradnjah je to lahko tudi po 2-3 letih. Če so na začetku šele načrtovali, delali renderje, pa pač ta proces, da grejo vse te papirni deli, če se pravi projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje, čist odvisen. Lahko je pa to čez 14 dni, zdaj v redu, čez 14 dni pripeljte. Aha, tudi to se da, da imaš 14 dni kamin. Ja, sam ne zdaj, a ne. Odvisen pač. Zdaj si rekla, zdaj jaz rabam kamin pač čez 14 dni. Odvisen je od plana montažno, kako pa kaj. No, to je pa približno koliko, da pride nekdo na vrsto? 2 meseca je normalen tak, da se to da normalen speljati, resno. Tako. Vnaprej, da naročimo, pa že pride. Ja, mislim, da cel sektor, dobro, malo odvisen kdo pa kva, ampak tam 2 do 3 mesece za določene stvari je kar neka normalna doba. Ja. Ker nam se tudi včasih zgodi, dobim, telefonski klic, ja, dober dan, ja, veste, jaz pa nekaj adaptiram, bi rabo, vrata, ali pa, vhod, ali pa panoramsko steno, In ponavadi pri takih jaz prvo vprašanje, ki ga postavim je, dokdaj bi vi to želeli imeti? Ja, drug teden. Mislim, to so stvari, ki so vse narejene po naročilu, in to traja. In sploh dele, ko so recimo kolektivni poleta, to je dobaven rok tudi do 3 mesece. Ja, seveda. In se tega mogoče ljudje danes, ki je vse instant, pa hiter nakup, mislim, se ti lahko v Bauhausu, mrski kupaš, tudi kamin.
A je pa iz strani storitve, a ne, ali pa kot strokovnjaka, si moraš pa čas vzeti, a ne. In te instant rešitve ponavadi niso najboljše rešitve. Ja. Zdaj pa nas recimo, kadar je želja po zelo krajšem tem roku, se pač iz kjergakoli razloga ali pa po kakšni manjši zadevi, manjši postavitvi, a ne, so to pač alternativa samostoječe kaminske peči. Ampak je tudi tukaj rok dobave, pač pa različnih dobaviteljih različen. A ne. Tisti pojma manj časa vzame, da ga ugradiš, da pač preklopiš na dimnik dovolj zraka. A ne. Ampak tako, kot sem rekel, spet odvisen, kjer želiš. Yeah. Na trgu je tega tudi, mi imamo v ponudbi tega veliko in pač če ja, ni na zalogi pač tista, pa vse. ki ni, ja, tako kot Ja. si rekel, kolektivni dopusti prihajajo not in jesen bo tik-tak. Ja, v gradbeništvu je zanimivo, kako je v bistvu to višek sezone, Ja, pa po drugi strani... največ dopustov. Ja, pač tako je. Ja, mi zdaj že v bistvu 3 leta zapovrstjo opažamo, da imamo po zim skoraj bolj tempirano delo, pa več projektov odprtih, kot pa čez poletje. Ker polet, tudi v gradbeništvu prvič, je nehumano pričakovati, da boš, ne vem, jaz tudi, če sam delam na terenu, a ne, včeraj, to je 8 ur, vzunje je bilo 33 stopinj, košara, sonce, delaš z aluminijem, to je vroče, ne? In ne moš, mislim, lahko delaš do ene mere, pa je že zdravju škodljivo, a ne? Ja, sigurno. Ja, Pač in vemo, je da to polet ne gre. normalno, mislim, zanimivo je, kako je glavna sezona, pobena moš ti tudi počiti, kljub temu, da imaš recimo najbolj ugodne vremenske razmere, ker ni dežja, pa je toplo, čeprav vemo, da včasih prevroče tudi plate vlivati je ni glih zdravo, ne. Ja, tudi za materialni dober. Ja, sicer danes dajo že vse živo noter, a ne, zato da se dela in po zimi in polet. Zdaj, kva se pa zgodil s hišem čez 5, 10, 15 let, je pa vprašanje, ne. Kam pa ti misliš, da je všel ta trend hiš naprej v Sloveniji? Mislim, da smo v bistvu zelo na visokem nivoju. Zdaj so v bistvu optimizirali tudi porabe pač s temi nizkoenergijskimi pasivnimi hišami. Mislim, da ne vem, če se lahko še kaj iz tega stališča. Sej gre naprej pa elektrarne, te razne toplotne črpalke, ki drugače delajo, ampak ne vem. Pa bi rekla ti, ki ste veliko hiš v bistvu postavili, a se splača ta pasivna gradnja ali ne, oziroma ne toliko splača, ampak a je primerno investirati toliko več, zato da imaš neko pasivno gradnjo? Ja, zato ker v bistvu se ni toliko več, a ne. Ni take razlike, a ne, med dobro pa slabo. S pravimi detajli, s pravimi izvajalci ti lahko zelo lepo pa dobro narediš. No. Je pa siguran bivanje v taki hiši se pozna zelo res iz stališča stroškov ogrevanja, iz stališča, kako bi rekla, samega bivanja noter, a ne, je pač to. Koliko bi pa rekla, da je neka, če vzamemo primer vaše ZI hiške, ki so bile, ne, koliko je danes ne vem, ker nisi več toliko tema, ne, cene so šle malo gor, ampak koliko je okvirna investicija, da postaviš tako hišo na ključ, pa da rečeva, da so neki zmerni kvadrati? To tudi slučajno ti ne morem več povedati. Toliko se spremenili, da tukaj je toliko preveč postavk, da bi lahko rekel na palca. Koliko je pa recimo koliko je pa bilo, recimo, ki je bil zadnji projekt na palc? To ti ne znam povedati. So stvari, ki sem jih pozabil. To zdaj ne rabam več in več nimam v glav. Ja, to smo dali ven. Ja, ok. Ja, se razumem. Predali. Ja. Težko rečem. Vem pa, da takole, ko se pogovarjamo s strankami, no, da niso prav zelo veseli, kar se tiče stroškov. Ja, sploh, če pasivo gradiš, si hiter na 400,5 milijona kar. Ja, to pa ne vem. Mislim, mi veliko tega vidimo, ker ti imaš lažje pri stavnem pohištvu, pa pri senčilih je lahko razlika tudi, ne vem, do 300%. A ti vgrajuješ, ne vem, plastiko noter, ne? A ti vgrajuješ lesalu. Pa že pri lesalu je odvisen, kjer ga dobavitelja zbereš. Ne? Vse tako, kot posodno. Je dobro. Bi mogoče še kaj hotela povedati za na konc? Ne. Jaz sem vse povedala. Ja. Načeloma, kot si rekel na začetku, če delaš stvari
ki te veselijo, grejo precej lažje in pa tudi tiste zoprne situacije ne toliko optimistične, lažje izvozaš in to je to. Pa v odnosih sva rekla, da nobena juha se ne poji tako vroča, kot se skuha. To se moraš pač večkrat spomniti. Ja, karen tu. Ja, in tako se učimo celo življenje. Metka, nič, jaz upam, da si se imela dobro. Ja, super je bilo. Ni bilo tako grozno. Ne. Ja. Ful ti hvala še enkrat za tvoj čas. Ja, hvala tebi za povabilo. Čas je ena dobrina, ki jo moramo zelo ceniti, sploh te, ki delamo na svoje, pa v gradbeništvu, pa ker je kompleksna stvar za koordinirati. Lej, danes je bilo v redu, tukaj senca klimaja, tako da, kar se tega tiče. Poskrbimo, da se imamo lepo. Še enkrat ti hvala, pa želim ti lep dan še naprej. Hvala enako.